Pri nas ni nič posebnega, če vozi kolo dekle. V Savdski Arabiji, državi na Bližnjem vzhodu, pa je takšen prizor nenavaden. Se večina ljudi meni, da je vožnja s kolesom za deklice neprimerna. Prav zato je filmska zgodba 10-letne Vadžde nekaj posebnega. No, pa tudi zato, ker je film Zeleno kolo prvi celovečerni film, ki ga je v tej državi posnela ženska. Sinoči so si ga lahko gledali obiskovalci Ljubljanskega filmskega festivala. Film Zeleno kolo je bil predvajan že v 28 državah, zdaj pa si ga lahko ogledamo tudi pri nas in nekateri so že pohiteli v kino. Prebral sem napovednik, ki se mi je zdel zanimiv. Zgodba, kako tako igra, želi voziti kolo, pa ga ne sme. V Savdski Arabiji za punco namreč ni primerno, da vozi kolo, a 10-letna Vadžda, ki živi z mamo in hodi v šolo za dekleta, v kateri veljajo stroga verska pravila, je upornica. Nosi all-starke, si lakira nohte in se druži z enim izmed fantov iz soseščine, ki ga vsakodnevno srečuje na poti v šolo. Fantje se tja vozijo s kolesi in Vadžda je pripravljena storiti vse, da bi ga dobila tudi ona. A ker ga nihče noče kupiti, mora zbrati 800 rialov oziroma 160 evrov, kolikor kolo stane. In zato je pripravljena narediti marsikaj. Zanimivo se mi je zdelo, kako taka punca, ki se ni nič marala učiti, se je vpisala v tako tekmovanje, ki je potem za njo zelo težko. Film je bil všeč, ker je v drugi državi se dogajal, ker ni enako kot pri nas. Še vedno je precej predsodkov, da bi ljudje videli, da še vse niso Arabci, tako neki čudni, grozni žene. To je tudi prvi celovečerni film, ki ga je v Savdski Arabiji posnela ženska. One of the biggest issues was that the country is segregated, and when we went outside to shoot, I had always to be in a van, not to work mix with men and public. A film je uspelo posneti in boj 10-letne deklice Vadžde za zeleno kolo ni nič drugega, kakor boj za enake možnosti in prihodnost po svojih pravilih.